Pozdravljeni. Pred nami je prav posebna izdaja komentarja novic, kjer se bomo ustavili ob predstavitvi barvnih shem, ki smo jih videli v Londonu. Kaj se je zgodilo in kakšno je moje mnenje, pa kot običajno v naslednjih minutah. Kot ste verjetno že sami razumeli, danes se ne bomo ukvarjali s 4 različnimi temami, ampak z eno samo, s tisto predstavitvijo barvnih shem ob 75. obletnici Formule 1. Torej, 75. obletnica pomeni neke vrste 75. rojstni dan. 75. sezona svetovnega prvenstva Formule 1 je bila pa, da ne bo pomot, ona lanska. Ampak tudi tokrat, ko je slika v barvah, navajam tisto, kar je bilo mogoče videti na prenosu. Ko se slika spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje, moj osebni komentar, kot ponavadi. Pogledali si bomo, kakšne bodo barvne sheme za prihajajočo sezono 2025 pri vseh 10 ekipah, ampak najprej bi rad poudaril nekaj. Vsaka ekipa je imela za svojo predstavitev približno 7 minut časa, kar je bistveno manj, kot traja prispevek na mojem kanalu. In prav zaradi tega se sprašujem, ali ne bi bilo bolje imeti 10 ločenih predstavitev, ker bi lahko videli aktualni model ali pa samo barvno shemo. Ampak vsaki ekipi bi bilo posvečeno več časa in tako bi verjetno tisti, ki jih res zanima zadevo pobližje pogledali, oni, ki pa ne navijajo za določene barve, za določeno ekipo, bi lahko zadevo enostavno preskočili. A treba je povedati, da tokrat na predstavitvi smo zopet imeli mešanico novih bolidov in samo barvnih shem. Kar se tiče analize tistega, kar so ekipe novega predstavile na tehničnem področju, imam posebne prispevke, ki se tega dotikajo. Danes govorimo samo o barvnih shemah. In ekipe si bomo ogledali v obratnem vrstnem redu, kot so lani zasedle mesta na konstruktorski lestvici, kar pomeni enak vrstni red, kot so ekipe bile predstavljene v Londonu. In začeli bomo z ekipo Sauber v svoji zadnji sezoni pod tem imenom in verjetno v zadnji sezoni s takšno barvno shemo. In na prvi pogled bi lahko dejali, da ni nobenih presenetljivih sprememb, nič kaj takega, kar bi to črno-zeleno kombinacijo ločilo od lanske. Ampak nekaj je posebnega. Letos, kot bomo videli tudi v nadaljevanju, so ekipe dodobra olajšale svoje šasije, tako da so lahko spet bolidi pobarvani v celoti, kar pomeni nič drugega kot to, da je ta kombinacija zelene in črne malce bolj skladna, da je barvna shema malce lepša, čeprav bi lahko dejali, da pri ekipi Sauber nobenih bistvenih sprememb. Druga ekipa, pri kateri se bomo danes ustavili, je Williams. Njihov F2W47 smo že videli, ampak v začasni barvni shemi, ki je bila seveda temno-modra. Marsikdo bi se lahko spraševal, kaj so novega pokazali tu. In lahko bi dejali kar nekaj. Že res pri Williamsu je kar nekaj novih reklamnih napisov, ki seveda malce kazijo podobo, ampak zaradi tega, ker ima ekipa napise, ima tudi dotok svežega denarja. Če pogledamo celoten bolid, bomo videli, da je na prednjem delu temno-moder, in postopoma se ta temno-modra spreminja v svetlo.
Lahko bi dejali, vsaj tako je moje videnje, moje mnenje, da gre za izjemno elegantno barvno shemo, ki pa ne poudarja tiste hitrosti, lahko bi se tako izrazili, tistega bistva, ki ga pričakujemo od Formule 1. Torej, lepo za oko, ampak videli bomo pri naslednjih ekipah, da so nekateri nalogo opravili mnogo bolje. Vsaj tak je moj pogled. Že prva ekipa, ki je napravila izjemno lepo barvno shemo, je Racing Bulls. Ekipa iz Faence je uporabila, lahko bi dejali, izjemno široko paleto barv, posebej po tistem, kar smo videli naprimer v obdobju Alfa Taurija. Imamo seveda tisto osnovno belo barvo, na katero so nanesli modro, rumeno in rdečo. Bolid v Carp Nič 2 je izjemno živahen, pisan in lahko bi dejali, da čisto nekaj drugega od onega, kar smo videli pri Williamsu. Sicer težko trdimo, da je barvna shema elegantna, ampak po drugi strani poudarja tisto, kar naj bi bila Formula 1. In kot ponavadi, takšen je moj pogled. Ne smemo niti mimo ekipe Haas, kjer smo pa barvno shemo v resnici že videli na tistih ukradenih posnetkih, ki smo jih dobili v roke iz proge v Silverstonu. Namesto običajne črne barve kot temeljne imamo sedaj belo in seveda v negativu napise, ki nekako spreminjajo pogled na sam bolid, ampak lahko bi dejali po svoje, da tudi pri ekipi Haas nismo videli nič tako presenetljivega, nič tako očitnega, ki bi nas lahko prevzelo. Govorimo samo o barvnih shemah, da ne bo pomote. In zato bi lahko zopet dejali, da pri ekipi Haas so znova pokazali neko variacijo na temo, ki smo jo že vajeni. A če so nas pri ekipi Haas rahlo pustili razočarane, tega ne moremo trditi za ekipo Alpine. Tu je treba poudariti, da prav dejstvo, da so zopet bolidi pobarvani v celoti, jim je dalo možnost napraviti, vsaj po mojem, izjemno privlačno kombinacijo rožnate in modre. In preden se spustimo k samemu komentarju, bi vas rad opomnil, da imajo novega pokrovitelja, pomišljaj dobavitelja goriv in maziv. Italijanski Eni, ki je bil pred desetletji že v Formuli 1 znan kot Agip, tako pri Ferrariju in kasneje pri ekipi Benetton. Tu se lahko sedaj sprašujemo, ali bodo dobavljali samo letos goriva, ali bodo tudi v prihodnosti, ko bo ekipa Alpine imela pogonske sklope Mercedes, bili tisti, ki dajejo svoja goriva in svoja maziva. Kot nam je znano, Mercedes rabi Petronas in nov dobavitelj bi pomenil dvojno delo na testirni mizi. A pustimo sedaj to. Meni ekipa Alpine, saj vizuelno, je nekaj podobnega, kot smo že dejali pri ekipi Racing Bulls. Nekaj živahnega, nekaj, kar bo na vsakem televizijskem ekranu izstopalo, čeprav morda zadeva ni tako elegantna, kot bi si lahko na prvi pogled mislili, je pravzaprav barvna shema, ki bo mnogim navdušencem všeč in ki bo ostala v spominu. V vsakem primeru bistveno boljši izdelek od lanskega. Kaj pa Aston Martin? Pri Aston Martinu bi najprej rad poudaril, da zadek bolida je še zmeraj v ogljikovih vlaknih. Ko sem povečeval slike, naprimer pri ekipi Sauber, je bilo videti črno barvo. Tu pri Aston Martinu vidimo, da je kar precejšen del bolida ostal nepobarvan. In konec koncev nobene novosti, nobene spremembe, ki bi bila očitna. Sveda znana British Racing Green, ki pripada Aston Martinu, njihov posebni odtenek in mnogo, lahko bi dejali, še
premnogo reklamnih napisov. Aston Martin, po mojem skromnem videnju, je ena izmed tistih barvnih shem, ki so me do tega trenutka najbolj razočarale. Lahko bi dejali le nadaljevanje lanske z nekaj popravki, z nekaj novimi napisi. In smo že pri tovarniški ekipi Mercedes, kjer zopet vidimo prevladujočo srebrno barvo, ampak zadek bolida v črni. In nekateri bi lahko dejali, da tudi tu ni kaj preveč novega, ampak rad bi vas spomnil, da tam na zgornji vstopni reži nimamo več rdeče proge z napisom Ineos, kar grafično gledano je meni dokaj pogodu. In konec koncev že dejstvo, da je bolid znova v celoti pobarvan, je zadeve naredil bolj skladne, podobno kot pri ekipi Sauber. Če pustimo sedaj pri strani Mercedes in si ogledamo Red Bull, smo lahko v dvomih. Namreč pri ekipi iz Milton Keynesa so napravili tisto, kar smo v bistvu videli lani. Seveda, kakšen pokrovitelj se je spremenil, kakšna nalepka je zamenjala svoje mesto, ampak v bistvu gledamo enako barvno shemo kot v prejšnji sezoni in tudi mnogih pred tem. Če smo bili kritični pri Aston Martinu, če smo bili kritični naprimer pri ekipi Haas, pri ekipi Red Bull lahko poudarimo čisto pomanjkanje fantazije. In ne gre tu za neko tradicionalnost, kajti tudi pri ekipi Racing Bulls, njihovi sestrski ekipi, so pokazali mnogo več drznosti in po mojem skromnem videnju mnogo večjo uspešnost. Kaj pa skuderija Ferrari? Pri skuderiji Ferrari je kot prvo treba poudariti, da so spremenili odtenek rdeče. Sedaj je ta bistveno bolj temnejši in je bliže onemu pravemu rosso corsa. O tem smo že govorili v nekih preteklih prispevkih. Ampak verjetno vsakega izmed vas zbode tista bela prečna črta tam na pokrovu pogonskega sklopa. V resnici gre za dve črti in lahko bi dejali, da mnogim poznavalcem so že znane. Sicer, če se ne motim, v rumeni barvi, na tistem prototipu Hypercar Ferrari 499P. In tu velja poudariti, da pri skuderiji Ferrari so se sposodili grafični element, ki je bil zmagovalen, naprimer že dvakrat na znameniti dirki za 24 ur Le Mana, ampak pri programu, ki ni sad oddelka imenovan Gestione Sportiva. A konec koncev ni važno. Mene osebno bela barva malce bolj zmoti, kajti gre dobesedno za podlago njihovemu pokrovitelju. Če bi bila rumena, ne bi imel absolutno nič proti. Ampak gre za moje videnje, moj osebni okus, ki lahko marsikomu ne bo všeč, ne bo pogodu. A vsekakor tu se lahko začnemo spraševati, zakaj pri Ferrariju so se zopet vrnili k tistim starim odtenkom in ena izmed možnih razlag je enostavno ta, da od letos velikana Philip Morris ni več med pokrovitelji same skuderije. Tudi ko nismo videli tistega napisa na samih bolidih, je bil naprimer Mission Win Now še zmeraj prisoten, ampak sedaj ga ni več videti. In prav to, da so se vrnili k temnejšim odtenkom, je po mojem videnju veliki plus. Na koncu nam ostane še McLaren, kjer bi zopet lahko dejali, podobno kot pri že najprej omenjenemu Sauberju, da nobenih presenetljivih novosti. Le dejstvo, da so pobarvali celoten bolid, je dalo barvni kombinaciji črne in oranžne papaja malce večjo skladnost, malce bolj prijazno je vse skupaj očem, čeprav dobesedno nič novega.
In sedaj verjetno marsikdo izmed vas se sprašuje, katera je meni osebno najlepša barvna shema izmed vseh, ki smo jih sedaj videli, izmed vseh, ki sem jih sedaj naštel. Kot vam je dobro znano, nisem pristaš, navijač nobene izmed prisotnih ekip. In če bi imel tako za izbrati eno, ki mi je najbolj pri srcu, v tem trenutku bi dejal brez dvoma Racing Bulls, takoj za njimi pa Alpine. In verjetno ste to razumeli že iz mojega komentarja. A kar se tiče te predstavitve in tega posebnega komentarja, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.